Na našo spominsko slovesnost, kot je dejal Vilim, vedno vabimo vse ljudi dobre volje, ki se zavedajo vrednot narodovega spomina. Tiger nas združuje, tiger nas ne razvaja. Tiger je bil in ostal simbol domoljubja, borbe proti fašizmu in je avtentični simbol uporniškega duha naroda, ki si je leta 90, pa potem 91, pa še kakšno leto prej, končno sam spisal svojo sodbo. Spoštovane in spoštovani, k besedi vabim slavnostnega govorca, predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in predsednika osamosvojitvene vlade, gospoda Lojzeta Peterleta. Dragi sestre in bratje tigrovskega duha, dragi domoljubi in demokrati, tiger je bil eden, kot je samo eden slovenski narod. V slovenski zgodovini je prispeval nekaj, čemur jaz rečem, najčistejši izraz domoljubja. Jaz spadam med tiste, ki ločim med domoljubjem in oblastoljubjem. V drugi svetovni vojni smo doživeli oboje. Tiger se je bil pripravljen žrtvovati za narod. Narod pa je bil z njim. Duhovniki, učitelji, kmetje, delavci. Tiger je vsenaroden pojav. To ni bila skupina nekih ljudi, ki bi imela neke posebne osebne projekte. Tako kot se je zgodilo Danilu Zelenu, se je zgodilo še komu. Torej, tiger je bil pripravljen umirati za slovensko svobodo, kot so bili leta 91 pripravljeni naši teritorialci in policisti. O tem še kakšno besedo kasneje. In včeraj tukaj govoril evropski poslanec gospod Nemec. In sem prebral, kar je povedal. Z mnogočem se lahko strinjam oziroma podpišem, njegov poklon tigrovemu domoljubju, njegov poziv k resnici in še kaj. Seveda smo brali pa tudi značilno opombo o prisvajanju tigra. Torej, tiger je pojav, ki ne bi smel biti prisvojen ali posvojen od kogarkoli, ki ima interese zunaj tigrovega dejanja samega. In tukaj nismo zato, da bi delali tako alternativno proslavo. Nekdo mi je v Ljubljani rekel, koliko proslav boste pa zdaj imeli? Jaz sem rekel, bi si jih želel še več, ker tiger zasluži poklon, globok poklon in veliko hvaležnost. In ko sem premišljal Nemčeve besede v resnici, sem se spomnil, kaj nas je učil profesor Grafenauer pri uvodu v zgodovino. Je povedal, kaj pomeni falsificiranje, potvarjanje zgodovine. In potvarjanje zgodovine seveda ni to, če nekdo misli malo drugače kot nekdo drug. Opozoril nas je na to, da je mogoče hujše kot potvarjanje zgodovine je ignoriranje resnice. In to se je dogajalo tigru. 50 let ni bilo govora o njem. Njegovega sledilca in občudovalca Borisa Pahorja pa so po intervjuju s Kocbekom so mu za leta prepovedali vstop v Slovenijo. Tak je bil odnos do tigra in tistih, ki so dali nekaj nanj. Jaz sem vesel, da se je odnos do tigra spremenil,
da resnica o njem prihaja na dan, da smo imeli celo kakšno državno proslavo. In jaz mislim, da je naša skupna naloga, glede na naravo tigra in njegovega dejanja, da se res zavežemo vsi resnici o njem, pa ne bo nobenega problema s prisvajanjem ali posvajanjem. To, kar je tiger naredil, je navdihovalo tudi osamosvajanje. Jaz se spomnim, ko smo takrat celo pomagali drug drugemu ustanavljati odbore, da bi dosegli primerno širino in smo s tem tudi uspeli. Torej, kolikokrat smo se spomnili tigrovega dejanja, tigrovega duha, tigrove zaveze, ne samo na Primorskem ali v bližini, po vsej Sloveniji so tudi takrat vedeli za tigra. Bil nam je v navdih, bil nam je v spodbudo. In jaz sem danes počaščen, da lahko takemu krogu občudovalcev tigra spregovorim teh nekaj besed. Bi pa rad glede resnice povedal še nekaj. Glede resnice vemo tudi iz lastnih logov, da enim paše povedati ene vidike, enim kakšne druge, ne? In če to vse skupaj sestaviš, ni nujno, da prideš do resnice, ne? Zelo poudarjamo boj tigra proti fašizmu, upravičeno. Ampak 20 let po vstopu Slovenije v Evropsko zvezo bi bilo prav, da bi naš odnos do totalitarizmov tudi na najvišji državni ravni, zlasti pa v parlamentu, približali evropskemu odnosu do totalitarizmov. V Evropskem parlamentu, kjer smo sprejeli izjavo, ki ni mogla doslej doživeti potrditve v slovenskem parlamentu, smo s to izjavo, vključno z močnimi glasovi evropske levice, zavrnili vse evropske totalitarizme. Pri nas bi eni še naprej poznali samo fašizem in nacizem. Komunizem bi šel pa še kar pod rubriko svobode, česar si seveda ne zasluži, ker to, kar je izvedla partija, ki je monopolizirala odpor proti okupatorju, ki ni povabila tigra v svoje vrste in ki ga ignorirala pol stoletja, torej to seveda ni v skladu z resnico. In jaz bom na koncu mojega nastopa pozdravil malce drugače, kot je pozdravil predsednik organizacije gospod Vili Kovačič. Boste razumeli, zakaj. Torej, mi, če ne bomo zavrnili in obsodili vseh totalitarizmov, bomo živeli z zamegljenim zgodovinskim spominom, z ignoriranimi področji. In ko se zamegli zgodovinski spomin ali ko se ga zabriše, se s tem prispeva k usihanju korenin. In ko usahnejo korenine, ni rasti in brez rasti ni prihodnosti. Mi stojimo tukaj s hvaležnim poklonom dejanju tigra, tudi zato, da bi očistili slovenski zgodovinski spomin, da bi se odprli resnici, naj bo boleča ali slaveča, in da bi znali skupaj živeti s tem, kar se nam je zgodilo. In da se ne bi toliko let kasneje zmerjali na ideološki način in si sami jemali lepšo prihodnost. Resnica o tigru je ena, želim, da bi se je lotili celovito, in še to bom rekel glede tigra. Tiger se je imenoval revolucionarna organizacija, vendar je bil pripravljen uporabiti silo samo proti nasilnežu, ki je prepovedal celo slovenščino v cerkvah. Njegov odpor, njegova revolucionarna volja je bila usmerjena proti napadalcu, proti okupatorju.
Tiger ni nikoli dvignil roke nad Slovenca, nikoli nad brata. Neka druga organizacija je pa polnila brezna in še kaj drugega, kar je malo težje praznovati, oziroma je težko praznovati kot dosežek v prid svobodi. In mislim, da potrebujemo dar razlikovanja, da ločimo domoljubje od oblastiljubja. In še nekaj osebe sem se zdaj spomnil. Glejte, ko je prišlo do prve žrtve 13. maja na tem mestu, ki je sveto, je Slovenska komunistična partija kolaborirala s Hitlerjem. In nekdo mi je rekel, boste zdaj tekmovali s 27. aprilom. Jaz rekel, mi ne moramo praznovati 27. aprilom, ker se takrat ni nič zgodilo. 27. april je bil 50 let 1. april. Tisti dan ni bila ustanovljena Osvobodilna fronta, en dan prej je bila pa ustanovljena protiimperialistična fronta. Slovenski komunisti so bili zavezani Kominterni, ki je hotela imeti tukaj Sovjetsko republiko, nesamostojne Slovenije in nesamostojne Jugoslavije. To je velika razlika, ki se je treba zavedati, ne? In veste, da so slovenski komunisti pač zamenjali linijo potem šele, ko je Hitler napadel Sovjetsko zvezo, ne? Bolj jasno tega ne morem povedati, kot sem povedal. In lejte, mi smo pol stoletja, no malo manj, praznovali praznik, ki ni imel realne podlage, ker se tistega dne ni nič zgodilo. O tem je posebej pisal Jože Možina, pa tudi doktor Turk je o tem pred kratkim pisal svoje knjige o praznikih, ne? Torej, mi s to meglo ne smemo živeti naprej in če ne bomo očistili zgodovinskega spomina, bomo imeli kar naprej težave. Tako da, gospe in gospodje, sem se malce spomnil tudi, bi rekel, mojega študija zgodovine in dobro je zgodovino poznati. In še tole bi rekel, mi smo doživeli strani tistih, ki so si dali ime avantgarde zgodovine, smo slišali stavek pozabimo preteklost. Glejte, to je nekaj najbolj nekulturnega, kar lahko človek sliši, kajti korenine niso preteklost. In jaz bom ponovil to, kar ste eni že kdaj od mene slišali. Bi rad videl enega, ki bi se upal enemu samemu Judu reči, pozabi preteklost. Me zanima, kaj bi se mu zgodilo. Torej, ne smemo pozabiti preteklosti, lahko odpuščamo in veliko tega se je zgodilo, pozabiti pa ne smemo, kajti pozabiti preteklost bi pomenilo tudi pozabiti tiger. Iz tega rastemo, to je tista srčna podlaga, iz katere lahko tudi krepimo našo medsebojnost, ampak samo pod pogojem, če bomo sprejeli resnico o naši preteklosti, ki je v marsičem še vedno boleča. Smrt vsem totalitarizmom in svoboda vsem narodem. Hvala.